Draga družba in lep pozdrav z Milana. Luka, kaj za vraga se dogaja? V glavnem so v Milanu pred vzhodom na sejem EICMA. Se pravi, to je po mojem eden izmed večjih motorističnih sejmov v Evropi. En kup novosti, se pravi sploh kar se tiče naših brendov. Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, nekaj Vespe. Za sladokusce bolj dirkaške imava TM Racing. Se pravi, tukaj so v bistvu vse firme nekako enkrat na let zberejo na koncu sezone in predstavijo, kaj bo naslednjo sezono. Tako. Prvi dan je v bistvu za prodajalce, distributerje, novinarje. Pol pa mislim, da od četrtka naprej je pa čist open. Tako to izkoristimo pa tudi za sestanek z našimi partnerji, da se vidimo vsaj enkrat na let in to je to. Slovenci pa čisto povsod, to ne može, kamorkoli priješ en Slovenci. Koliko časa bomo tle? Zara ne zmanj. Better relax. Blow. 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 Poglejte ga, TM Racing, ne? Kaj pa to? Dio mio, mami, no. Prvi občutki, prvo opažanje, kaj je novega? Ne, drugače, jaz mislim, da sploh ni velikih novosti razen grafike, dizajna. Vse ostalo mislim, da na Supermoto ostaja enako oziroma zelo podobno. No? Se pravi, kar se tiče Supermoto TM motore, SM450. Je pa nekaj novega, no. Black Edition je letos prišel. Ta je, mislim, da tale Corse, vidiš, drug disk, križi, coverji, hudo. Tukaj pa je razstavljen v bistvu Supermoto Steva Bonala, narobe sem rekel, nekaj, njihov factory voznik. Ja. Svetovno pele, pa mislim, da francosko. Drugače letos je bil TM spet prvak z Schmidtom, tako da zdaj zadnjih par let TM pobira svetovno prvenstvo kot za šalo. Motor se res pele, se to stalo že, to si lahko v bistvu sprobal, boš še kaj več o tem povedal, ne? Kaj pa vidiš na temu drugačku, kar na onemu, kaj ga lahko kupimo? Gledam, vidim, da je sprednja čeljušča razlika, kajaba vilice okej, iščem neke hujše razlike od standard motorja, pa lej, ne vem, ne znam ti zdaj le povedati. Na prvo žogo, nič takega. Kar je pa dobro, ne, že v firmi oziroma v tovarni ti vse zrihtajo. V štartu je motor ready to race, sploh kar se Supermota tiče, nimaš kakšne hude znanosti, vse daš pelaš, to je to. Ale ti ne da miru. Ne, Black Friday se bliža, pa pol, da imaš nekaj črnega med nogami, kjer je pocen fore. Makov štant, evo, tudi s temi čistili sem že kakšen svoj motor opravil. V bistvu imam tele doma, tole zbirko imam doma, ja. Jorge Martin. Drugi štant, ki je zate pomemben, kot Pleško Moto ICF. A že kdaj vozil pitbajka? Ja, na AMS-ju, Tomaš mi ga je... Ja, točno, tam smo imeli tega motarda, ne? Ja, tole je še bolj zabavno, še bolj je hihiho, ni toliko zares, ne? Hihiho, manjše hitrosti, pa ful enega fun facta imajo te motorčke, tako da jaz se veselim. Ja, ta pa ima orang zmetenje, ne? Tole je Benda, prvič slišam za to znamko, ampak motor zgleda bolan. Lej, takole mu še lučke van v bistvu skočijo, takole je pogled z voznikove perspektive, lej, ta valer zadej, no, dej nehi. V bistvu je tukaj na tem sejmu kar nekaj takih brendov, za katere slišaš prvič, salon moja pa tak, da stoj pa glej. Že naprej letemo, fantje skozi hitijo, jaz pa snemam in pa mi vzame toliko več časa, ne. Danes pa je tukaj na sejmu z nami tudi Tomaš. Je tako. Zdajle si ful eno dobro izjavo rekel, pa sem te izvolil. Rekel si, a ti pokaže motor, ki bi bil prodajan ful uspešen v Sloveniji. In si pokazal na tegale za mano. FB Mundial, ja. Zakaj? FB Mundiala smo videli že lani. Gre za motor MAT 452, ampak izhajam bolj iz Adventure. Zakaj? Ker je ta razred srednje velikih motorjev, Adventure motorjev ful v porasti. Motor zgleda oblikovno ful dober, tudi glede na specifikacije, kar se tiče teže pa vsega ostalega, pač ima smisel, ne? Drug smisel ima pa pol to cena, ne? 6,390 €. Za Adventure motor je to za Adventure zelo motor, dostopno. ki ima v bistvu 35 kW, ki ima 183 kg, ki ima DHC motor, ki mislim, da ima kajabo vzmetenje, ampak je problem? Problem je, da je brand FB Mundial kupila ravno tako Kitajska. Zdaj čakamo že en let pa pol, da bojo ta motor dejansko dali na cesto, ne? Pa ga sploh še nismo mogli videti. Lahko, da se ostal sam pri besedah, lahko pa da bomo še nekam naprej. Zdaj pa je sam pozdravljam enega gospoda. Okay. Zdaj, če so pa že tle, pa vem, da ti tudi kar nekaj veš o Coveti, kaj si opazil danes. V bistvu s Covetom prek slovenskega zastopnika delamo že v bistvu zdaj drugo sezono, tako da 2 leti. Veliko skepticizma je bilo na začetku. Tako kot ta motor, ki sem ti ga prej kazal, je bil nek feeling, ko smo ta motor videli, wow, to pa zna biti res zanimiv. Je pa v bistvu maj, sveta motocrossa, pa tudi že celo leto voz 250 motocross motor, mlajši in pomaga razvijati motor oziroma daje feedback in tako naprej. Tako da lahko grejo pogledati motor, ki so ga zdaj pripravili kot 3. generacijo oziroma racing. Kaj drugače? Mi smo 250, ko full testirali letos, motor kot vstopni model, ne? Treba vedeti, da motor
motor stane dobrih 5000 čakov, ne, in za ta denar res dobiš veliko motorja. Ja, je po moči podhranjen, ima določene stvari, ki ne morejo biti na nivoju Husqvarne, ampak je vse en motor 4 do 5 ur cenej, ne, to je treba vzeti v zakup. In tole, kar imamo zdaj tukaj, je v bistvu Racing Edition oziroma edina edicija, ki bo prišla tudi v Slovenijo. Reskani križi, sprednja amortizacija, kajaba, komplet titanijev izpuh, titanijeve stopalke, 3 do 4 konje več, mape, elektronsko možnost programirati stvari, še ne 3 kg lažji, sicer ga bo treba na tehtnico postaviti, ne, da bomo res videli, ampak načeloma 3 do 4 konje več, pa 3 kg manj pomeni kar veliko razliko v primerjavi z drugo generacijo. Ampak, tako kot jaz trdim, pa upam za tem stati, da je motor že v drugi generaciji primeren za več kot 80% voznikov, predvsem amaterskih voznikov. Za racing mu je malo manjkalo, ker jaz mislim, da ta model bo zdaj dal še tisto malo več. Prepričan sem, da bo še malo trajalo, da pride čist na nivo najboljših znamk, ampak že s takim motorjem, pravim si lahko čist konkurenčen. Se pa veselimo, da ga bomo probali, testirali, ja, pa videli, kaj so spet nagradili, ker to, kar je mogoče pomemben poudariti, je, da naprimer Kove kot znamka res ogromen delajo na feedbacku voznikov, ki vsako generacijo, kaj dajo, izboljšujejo točno tiste stvari, ki nas motijo kot dirkače ali pa voznike. Končno sem te najdel, kje si bil, kaj si že jedel? Kaki? Jaz sem tudi lačen. V glavnem, to je pa zdaj končni motor od Schmidta, svetovni prvak letos, to, kar sem se prej pogovarjala. Ta motor pa je malo bolj hudo narejen in tukaj gor je par komponent, ki bi jih tudi jaz imel. Kaj si zdaj rekel? Par komponent, ki bi jih imel. Tudi na motorju je namontiranih par komponent. Teže snemljivih kot dama, teže no, to bomo še videli. Sorry, can we just film a few parts of the bike, okay? You can be on the top if you want. Se pravi, zavora, sprednja, čist druga. Mislim, da je tole Talos Performance, karbonček, tole nujno. Na tej strani drugi footpegi, jih vidva dol, pa prid na to stran še. Vodna pumpa, pojačena za bolj hlajenje, narediti, to ne bi tudi na nek performance vplivali in jaz mislim, da to rabimo še dodelati, drugače pa se moram pohvaliti, da vidim, da vilce, ne, so pa že na fabrškem motorju se da naročiti, se pravi, zrihtano kajabo z Elins kartušami, tako da to je to, kar se prej pogovarja, ready to race, motor v bistvu že v štartu in tudi fantje na svetovnem, sploh nimajo toliko drugačnih komponent gor, kakor jih lahko kupaš. Tazga Auspuha še niso naredili v Sloveniji, čeprav imajo Akrapovič in vse fabrike, ampak kokar pa tale Akrapovič prdne, tega pa ni. Thanks a lot. Čau. BMW oddelek. A z GS-a kdaj vozil? A veš, da sem jaz prav promejkan za GS-a, ne zabavam se. Mislim, plezam, ampak ne počutam se udoben. Se ne veš, kam bi gledal. Malo motorčke, malo avto. Evo, še ena beštija. Evo, just one. To čelado imam še zmeraj za motocross. Sicer sem z njo padal, ampak mislim, da se ni razbila, no. Zdaj se mi pa kar malo dobro zdi, da tale prestižen štant od Akrapota, ne, da smo lahko en delček. Tudi vi prispevali, ne? Prispevali in sicer Vespico smo posodili, 310 stanova. Ampak z Akrapotom, čez enih 14 dni hiter na vrhenko, da veš, kako tole rapata. A dobro, rapata. Ja, hudo. Portno eleganten pridih mu doda, no? Ja? A to gre tudi na pisto ali? Ja, pa po ta zadnji. Probajmo, bomo probali. Da ne boš mislil, da šel šolzo sam z Gujci, pa z Aprilem in tudi Vespica te čaka. A res? Ej, in lih danes sem dobil povabilo oziroma najavo, Vespa klub bo šel, mislim, da v Rim. Ja? Kaj srečene Vespa, to kva praviš? Čak, iz Slovenije v Rim. Aha, a upamo. Ni to malo dolga. To zna rad bolet, po mojem. Še ali pa kaj drugega, kakšen jetra ali pa kaj. To zna že danes. Gre na Emper. Zdaj sem pa na najpomembnejšem štartu in sicer. Dajmo ga, ne glejmo ga. Zdaj služili smo si ga. Živeli. Pa še kaj bo dali šama. Mama mia. Kva pa je to za ena škatla? Infinite Machine. Mark je rekel, da še nima novega ledra, tako da. Drugače ga nimam, prej si mi ga ti posodil na Supromo. Nekaj se dogaja. Kingurujevo. Tako ljubitelji živali. Molči. Fora je to, da ga lahko personaliziraš čisto po svoje, kar si pa jaz želim, ne. Mogoče ima ljudi včasih malo strah se sam zmeriti, pa da ne bilo kaj narobe, pa kaj če mi ne paše. In da bodo pri nas znali to. Boš šel v trgovinco, hlače dol, Model. meter v roke, pa se pa začne. Takoj se znebiš tega straha, veš, kaj če kaj narobe, nima biti kaj narobe. Ja. Smo te mi pomerali, bomo mi povedali. Sam noč šunke pa hrena velikonočne. Jaz začnem, jaz sem zivančne. Na kaj te tole spominja? Veš, kaj je tale turkizna? Gremo čofa. Font C, evo ga, čofa, ne, loda tudi, loda, te pravi hrbet, ne? Prav, zbiraš lahko. Loda kam okol ga kluba, daš. hudo tle gor ali pa peto. Kaj je to za en motor, si rekel? Ej, vertemati, v glavnem fant dirka, mislim, da že enih 15 let svoj motor naredil in... Ustraja in dirka. Ja, ej, pa prezam našo novo sodelovko, ki je pa ime... Kako je ime? CF Moto. CF Moto. Dobro jutro. Dobar dan. Danes je boljše, da se meni. Zdana številka
Večer je bil precej zabaven, zdaj bojo šuni klipi. Kaj je bilo, vržena vatinka. Ne, dobro. Ostrige smo jedeli. Frutti di mare. Bravissimo. Ti mater, kakšno življenje, ja? Prvič sem jedel ostrige. Edina fora je, da moraš pogoltniti. Edina fora je, da moraš pogoltiti. Pogoltiti. Zakaj živiš? Pogoltiti. Pogoltiti. Moram kaj tu debel. Pogoltiti. Čakaj, da pregrijo. Nisem rupal, ampak ne vem pa, če bi ponovil tudi. Poglavnem, danes je drugi dan, vi imate neke sestanke, smo še mogoče takrat po svoje, da vam ne bom težil, pa da si bomo lahko skupaj pogledali. Še kaj več, no, tega sejma, včeraj smo v bistvu videli samo eno peščico. A te presenetili, koliko je velik sejem? Ja, to je zdaj, kaj bi rekel, malo drugače, kaj greš v svet, ne, ni to zdaj ljubljanski tam sejem, gospodarc. Tle je res torak, tako da, jaz se že veselim. Luka, kva pa hudi motorčki tle? Da stari drugač hudo, veš. Kupaš, imaš se dober, malo se hecaš. Ej, hudo, jaz sem prav navdušen, res ti povem. Hudo, stari. Evo ga, Chin Geyser. Včasih sem pa tole hotel kot moj tle. Sam ne, ta ni zanimiv, siguren, da ne, to mi je zanimiv. Pa kaj moramo narediti, da smo drugačni, kaj? Jaz mislim, da s Kitajci ne. Mislim, vse je fudor motor. Kao, ne, sam porinu, stari. No, daj, kaj vi mislite za Kitajce? Niti po ravtru se ne znal, niti tukaj. Na eni strani, če ne boš vzel Kitajca, pa se bo čez čas izkazal, ne, Da je bo šel dober. kurac, se boš rekel, hvala Bogu, da nisem, lahko je kontrasituacija. Večji problem jaz, ko vidim, je, da ti danes za enega Kitajca, čez 2 let bo ta Kitajc propadel. Ja, sej to. Ti boš pa bil dobren. Druga stvar je pa še ta, da mi delamo, da se stranka počuti varnega, a ne? Oziroma, da bi radi to dosegali, a na koncu je varna, če ji nekaj prodaš, pa nimaš after salesa, pa nimaš supporta, pa nimaš garancij. Ja, ne vem, stari, ne vem, no, ne vem. Samo da predstavim naše nove sodelavke za prodajo. Čao. Don't you mess with us, we're not afraid. Look at us, no, there is nothing to discuss. I'm not okay, but I'll get up. I know the way, no, I won't stop. I know this game, I won't give up. It takes some time to reach the top. Let's take a break, here comes the drop. So what's your name? Giorgia. Giorgia e Benedetta. Benedetta. A se pravi, smo se že sporazumeli. Io parlo italiano un poco. Un pochino. Ah, va bene. Grazie per tutti. Ciao, ciao. V glavnem imamo nove sodelavke, Italmoto. Meni zgleda dobro. Zmrzičen sem že probo dirkati. Cross, speedway, ceste so zanj, kvapa, racing, guci. Jaz mislim, da moramo to probati. Evo, moja mlajša bratca, očitno bojo drug let v rdeči barvi. To je pa, sploh ne vem, kako mi to barvo pišem, ampak ja. Evo, Zala, midva čez 40 let na Guciju. Tudi če ima krom dodatke, ki načeloma mi niso neki, ampak na temu mi pa pašejo. Ampak le kot moja punca na Guciju, naprimer, drugačen stil, niso tako upadljive. Tako da v bistvu že po puncah vidiš, kako se hoče firma prezentirati. Ampak, Luka, ne, Aprilia ima pa tudi modela, ne, samo modelke, ne. Toliko je enih stvari. Jaz osebno sem ful zbeden, ne vem, kaj ne gledam, sploh ne vem, kakšno mnenje ne imamo, čemurkoli. Res je veliko vsega, velike ene ponudbe, veliko enih kitajskih ponudnikov. Meni se zdi, da je sem vedno večji ta v Milanu. Lani, 2 leta nazaj, se mi zdi, da je bilo manj ponudbe, no. Tako da noro, ja. In ljudi, konc koncev. Ja, danes je kaj, danes je čez sreda, ne. Se pravi, še ni odprt za javnost. Ja, za sredo se mi zdi nenormalno veliko folka. Več malo Vespice pogledati. Gre. V glavnem, zdaj sem pa še na Vespi in najš, kaj me najbolj preseneti. Zdaj poleg vas so punce tako klesi gor, prav tako kot Vespa. Kako znajo Italijani ta stil ujeti. Jaz vem, da moram videti danes še en večer, kako se nam ona lepo smeje, no. A ne? Kaj je luška, no? Zakaj moramo dam? Ne zgleda toliko po stran, ampak ko si gor je kar. Ej, si že kdaj vozil cesten motor? Cestnega jama, Sportaka ne. Sportaka še ne, okej, hudo. A veš, poleg tega, da imamo kafe racerčke in te zadeve, pa nas v ponudbi, pa adventure motor imamo tudi cestne, ne? Se pravi, da me ti na tole usedu, ne? Ja, pa kakšnega ta pravga, da ti damo zraven, da te malo nauči, ker jaz nisem prav vešč cestnega motorizma, bom iskreno povedal, da se ne bom zdaj brightanga delu. Ampak ja, no, 125 bi štartala, 457. Malo močnejši. Močnejši, večji in 457. Lahko gre na RS 660. Ja, to je pa pol že orang, ne? To je pa že bolj resna zadeva, ne? In pa tamle imava eno čist hudo RS 4, to je pa uno, krem de la krem. Lej, ki ga vsi polagajo, kar, Poznam enega, ki jih prodaja.
To rega pri ADV-ju že ful dolgo uporabljajo Za tele dogodke, ne? za dogodke, za evente. Če si pa še en korak naprej, pa mislim, da je zmagal to Čeruti, Jakopo Čeruti, Afriko Eco Race. Mislim pa, da je ta Afrika Eco Race posnetek, koliko je bil čas Pariz Dakar. Nice. Upam, da se nisem zdaj zlagal, če sem se ampak ja, no, to je klasika, ne, ki jo tako mi dobimo slon. Pa vidim, da nimamo sploh veliko dela, malo gume zamenjati, ta tank ima zvadi drugačno narejen, ne. Tale zaščita ketnice je drugačna, to moramo tudi pri naši popraviti, a veš, to je original, ta ima drugač, pa sem slikal, kjer je zaščita. Zato, ker odlomili smo jo, ker mi tega Touarega, ki je na voljo z Gmadova Spirit, ga res našparamo. Tudi na crossprogi je že bil motor in mogoče malo amortizacijo, zrihta drugače, pa v bistvu standard motor smo na crossprogu spravili brez težav, tudi kakšen skok, kakšna večji klanc. Tako da no, hudo. Evo ga, od Gajserja, a? Hudo ka pas. Sploh nisem vedel, da to obstaja. Oho. In to fura Gajser. Please do not touch your seats. Dobro. Honda. Stari, tazga štanta pa še nisem imel, nikada. Honda je letos res velik štant naredila. To so milijoni sta star. Luka Marini. A ni huda, to, no. Še eden od Gajserja. 1, 2, Polizei, 3, 4, Niki. Valentino Rossi. Make it rain. Wow. Kaj je pa tle za en šov, stari, to. Midland. Tudi tako, cela prezentacija, poglej, kak so lučke in vse. Lega, besen kot česen. Kva hudiče pa to, ti to. Jesus. 4 uri. Zanimivo. Pa, tudi tale moped, poglej, kva je hud. Tej, nihi. Ja, še Krapovič, pa to je noro. Kva pa gužva pri Ducatiju, to je pa noro. Evo ga, ta nov Ducati Desmo 450, pri 13 čukih se bo začel. Evo, tukaj je pa še od Lupina motor v bistvu, ne? Pa tako sem prej rekel, pri Ducatiju je taka gužva, da. Tole je pa ta nov Monster, evo, na sredin pa še ta nov Panigale V4. Tega je pa zmer lepo videti, a ni? Starting price 44, prijatelj. Evo ga še Street Fighter, tale mi je tudi fascinanten bil, ko sem ga srečal na cesti. Je pa tudi Diavel v črni barvi, evo ga. Dajte, gospod, se malo makniti, ajde. Evo, pa še ta nov Scramblerček. Moja misija je trenutno sam stran od Ducatija, ker tlele je taka gužva, da Royal Enfield, teli so tudi luškani. Končno, en umazan motor in tak, ka mora biti, a ne. Tole pa pridih morja, pogledajte to, kar malo školkice, malo listja. Ja, za pogledati je, ne. Do not touch. Za vse ljubitelje Suzukija, evo ga, ta je dolg k ponedeljk. Stari, teh čelad je toliko enih proizvajalcev, mi se med sabo prav sprašujemo, kako hudiča se to trg obdrži. Tomaž, nekaj si hotel pripomniti. Poln čelad, poln motorjev, kar eni brendi, ki še nikoli nismo slišali za njih, pa imajo tak štant, da sam stoj in glej. Kaj najbrž ni poceni, da so tukaj, ne? Ja, ne vem. Mark, jaz ugotavljam, da evropski industriji se bolj slabo piše. Ja, da prihaja evanzija. Ne, da prihaja, ker spomnim se sejma, spomnim se Ekme takoj po covidu, ko smo govorili, ko so Kitajci imeli naenkrat svojo halo, tako ko smo šli prej pogledati, pa smo rekli, Kitajci prihajajo, ampak to, kar je pa zdaj letos, to pa Kitajci so kle, ne da so kle. Praktično v vsak večji evropski brand so dejansko vstopili. Če ne drugač delajo za njih iz ozadja. Delajo za njih iz ozadja ali pa enostavno so dali kapital, so postali solastniki, vlečejo niti in se vidi, da motoindustrija cveti, robe je čez glavo in preveč. Mi se vsi sprašujemo, kako lahko sploh prodajajo toliko stvari, toliko motorjev, toliko vsega, ampak nisem fasciniran. Ja, to je narobe. Nisem fasciniran, ampak se sprašujem, kam gremo. Ja. Benelli, še ena zanimiva znamka, ki v bistvu sploh ne vem, če je v Sloveniji, ampak motorčki so videti zelo zanimivi. Proper, sem pa danes že toliko motorjev videl, ko so podobni GS-om in ja, ne vem, očitno je to zelo neka priljubljena oblika trenutno. Evo, premier, to čelado imam pa jaz za Nagucija. A bomo dobili kakšen VD? To ja, vrečko bom tudi jaz vzel. Pa smo nafihtali za en VD, a ne? Evo jih, Hero, ta ospuh imam pa jaz v bistvu na Naguciju. Zdaj so pa fantje na sestanku, tukaj le za lit. We support Tomaž with Mighty Motocross and ADV Spirit with Aprilia. Glejte, kak je folk pokvarjen. Kako je folk pokvarjen? Dej pospraviti, to ne sme biti tako, no, ej. Prijem, tole je v redu. Rock on, to ni panike, ampak tej fakiči to pa. Pejmo še malo pogledati na Yamahco, tudi zelo velik štant. Evo ga, ta nov
MT-09, 13 jurjev pa 100, kar dober motorčič, fural sem ga tudi v avtošoli, je en tak klasičen naked motor, pa ful jih v bistvu vidiš na cesti. No. Pa tako kot pri Hondi imajo tudi tukaj shop, Yamaha shop, kar simpatične stvari. Sej, če bi imel Yamaha, ja, bi kaj nabavil, zdaj pa iz principa ne bom. Evo jih, Harley, fotor bo kupil, to je to. Ne, sej, to je hudo, ne, tle nimaš kaj reči. Kva sta to ogromno, no. To je cel avto, stari ladja, lej to, pa zvočniki. Evo, za vse Arsenal fane, pa motoriste, tudi tukaj se za vas nekaj najde. Jaz se bom držal kartele značke, sicer mi tale čelada ni najbolj všeč, tudi tale, ne, iskreno ne bi imel. Evo, tudi Juventus imamo tukaj, pa Bayern München. Mapethol. Ja, to treba malo iti pogledati, če bom že to kapco, ne. Evo ga, od Roka Duk, najbrž je s tem tudi naredil tisti video, ki je žagal drva. Kaj moram zdaj, da je malo posnet Mapethol? Evo, reklamca. Fantje, dobro se vejte, se vidimo, čao. Da malo razložim situacijo. Zmenjeni smo bili, da gremo ob 7 domov. Ura je 8, šli smo nazaj do Mapetrola in smo se odločili, da gremo na večerjo, pa rezervirali smo si sobo, da bomo prespali. Tako da očitno bomo šli jutri dopoldan proti domu. No. A v tem budžetu sem tudi jaz lahko videl. Evo, gremo. Evo, tako pa zdaj izgleda sejem, ki je že zaprt, pa ki bi se mogli domov spokati. Sam še naša paranema je tukaj. Tam bo trobljak sred vasi. Šnicla. Ja, nič, draga družba, naša dogodivščina se izteka. Jaz bi besedo predal izkušenim mačkom v zadnji klopi predsednikom. To bi že večkrat na takem sejmu, pa da mogoče zajamete, kva si mislite, kako je bilo? Ugotovitve, ja. Sejmo ali izven sejma? Ja, izven sejma že vemo, kako je bilo dobro. Luka, kaj si ti ugotavljal? Kva smo zdaj vodo rukno. Ogromno ene robe, ena stvar, ki je zihar, vse ne bomo mogli prodati, treba se za nekaj odločiti, držati špuro in to je to. Ker si na sejmu kruješ 1000 različnih stvari, fokus na par brandov, par produktov in gas naprej, to je to. Tako da, kar se tiče zaenkrat, Aprilia, Gucci, oziroma Piaggio koncern, imamo super motorje, imamo pokriti celo gamo, kot se že včeraj pogovarjala, od cestnih do kafe racerjev in s tem lepo zaključujemo ali pa zaokrožujemo ponudbo, ker smo še malo bolj na racing usmerjeni, super motocross, enduro in to je to. Nekaj novih stvari smo najdeli za zaščitno opremo, nekaj rešitev za tubeless sisteme, pa par dodatkov za upgrade motorjev, tako da to je to. Tomaš, ja pa ti? Tukaj je Luka rekel. Dosti Ne, z moje strani dejansko, ko smo šli malo pogledati, kako se scena razvije, to, kar smo včeraj govorili, dejstvo je, da je motociklizem še kako živ, ne. Pomeni svet dvokolesnikov je živ, prihaja pač vzhod, ne da prihaja kle. In to mislim, da nam gre vsem na trenutke malo, pa ne bom rekel na živce, ampak mora biti nek tak reality check in mislim, da to tudi, kar je ključno za nas, tudi iz našega zornega kota, glavo dol, delati storitve, delati evente, delati dogodke, delati doživetja na obstoječih znamkah, mogoče še nekakšni dodatni, če bo. Najbolj smešno je to, v bistvu, da imaš enak ali pa zelo podoben motor, pa 7 različnih brandov. In jaz mislim, da to na dolge, tako kot se rekel, reality check bo prišel, to ne more biti vode, ne more biti motor isti, samo pa sam brandi gor naštopani. Pa kva se še odločil, kjero baro boš kupil? Ja. Pa vsi brendi na koncu v bistvu. Pa lepe pupike, da se bomo pozabili. Ja, nič, še en aplavz za šoferja, ki nas je srečno pripeljal iz Milana. Mi pa se vidimo ob naslednji priložnosti. Luka bo pa zdaj rekel like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Mora to. Ja, to. Ajde, čau.